Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu vabilu. Z veseljem, hvala vam. Ja, prosim. Midva bova govorila o eni zelo pomembni tematiki, ki se mi zdi, da v družbi je nekako toliko je osnovna, da jo malo zanemarjamo. Ja. Ja. Nažalost res, ja. Ja, pa mogoče bi začela malo z vašim ozadjem. A lahko malo poveste akademsko ozadje, profesionalno, s čim se ukvarjate, kako ste do tega prišli, pa se pa spustiva v tematiko. Okay. Kako sem prišla do spanja? V bistvu zelo naključno. Med študijem na medicinski fakulteti sem vsako leto upravljala poletno prakso v različnih evropskih državah in zanimala me je nevrologija, znanost o možganih. In eno leto sem bila v Montpellierju na nevrologiji, kjer so imeli center za motnje spanja. Moram reči, da predhodno niti nisem vedela, da to obstaja, in tam sem se v bistvu seznanila s to tematiko, ki me je povsem navdušila. V bistvu človek po noči, vse, kar se dogaja po noči z našimi možgani, z hormoni, z srcem, dihanjem, je čisto neka druga medicina, kot jo poznamo v dnevnem času. Tako da sem se v bistvu takrat navdušila, se vrnila nazaj v Slovenijo, končala medicinsko fakulteto, takoj potem odšla v Francijo za 1 leto, naredila francosko diplomo za specialista medicine spanja. In potem z njimi sodelovala na magistrskem študiju, doktorskem študiju, kasneje opravila še eno diplomo, ki je bila evropska. Tako da v bistvu ves čas sodelujem s temi pač zunanjimi sodelavci, zdaj predavam tudi na Švicarski akademiji za medicino spanja. Pri nas sem pa v bistvu ustanovila prva ta center za motnje spanja v kliničnem centru, ker predhodno so bili takšni pacienti pošiljani v tujino. In takrat je bilo vprašanje, ali ostanem v tujini, ali si v bistvu spopadem s tem izzivom, da naredim nekaj novega tukaj. In to se mi je zdel takšen izziv, da sem ga sprejela, bilo je težko, od začetka sem bolnike snemala seveda sama po noči, morala dokazati, da je to nekaj pomembnega, da smo v bistvu prišli do tega, da so bile to pač priznane storitve. Hkrati razvijati čist basic medicino spanja in seveda tudi raziskovalno sodelovati z tujci. Super, čudovito. Greva začeti z največjo osnovo. V bistvu, zakaj sploh biološka bitja, tista, ki spijo, zakaj spijo? Kaj se v bistvu dogaja v tem procesu? Ali pa zakaj ljudje spimo? Ja, zdaj, če rečemo biološka bitja ljudje, mi vemo, da že živali spijo, živinska mušica spi, že deževniki nimajo takšnega spanja, kot ga poznamo mi, ampak imajo neko stanje mirovanja in neko stanje aktivnosti, ki v bistvu spominja na kasnejšen razvoj spanja. Eden izmed največjih somnologov od začetka pač tega stoletja, Ray Chafan, je rekel, če spanje ni absolutna nuja, potem je to največja napaka, ki se je zgodila v evoluciji. Zakaj v bistvu tretjino življenja prespimo? Je to res nek čas, ki je vržen stran, kot večina ljudi danes meni, spanje je brez veze, spal bom potem, ko bom umrl, medtem ko razvoj je pokazal, da je spanje pomembno. Zakaj je pomembno? Jaz vedno rečem, to je vprašanje za Nobelovo nagrado. Ja. Včasih so menili, spanje je pomembno zato, da počivamo, spanje je pomembno zato, da rastemo, spanje je pomembno zato, da se nam tvori spomin. Kasneje se je izkazalo, da spanje ni samo ena funkcija, ki se nam pač takrat dogaja po noči, ampak je ogromno enih funkcij. Tako da, kar je v zadnjem času recimo zelo takšna močna hipoteza oziroma namen spanja je to, da se nam v spanju, predvsem v tem globokem spanju, iz možganov izločajo te nevrodegenerativne substance. Se pravi to, kar ne rabimo, kot je recimo beta-amiloid, ki vemo, da se nam sicer nalaga v možganih za starostjo in vodi v demenco. Se pravi, spanje je pomembno, da se bomo dobro starali, da ne bomo dementni, ko bomo stari. Ampak to je samo ena izmed številnih funkcij, ki jo spanje ima. Čistko biološko, prej, kar ste rekli, da je lahko, če nima to neke funkcije, da je to največja napaka evolucije. Ne? To mi je zelo zanimivo, ker recimo, če rečeva, da organizem ima nalogo, da se reproducira, pa da
Mislim, preživi, potem se pa reproducira. Ne? Zakaj ne spimo več? Se pravi, je to nek balans, ki se je ustvaril v evoluciji, da ker spanje, če nisi pod nevarnostjo, je iz tega vidika za organizem dokaj uspešno. Ne? Potem se mora pa prebuditi pa razmnoževati. Ne? In s tem je svojo evolucijsko nalogo naredil. Ne? Zdaj, včasih je bilo spanje, čeprav, če govoriva recimo pri sesalcih, pa pri človeku, dvofazno, kar pomeni, da je človek v začetku spal po noči in spal še krajši čas po dnevi. Zakaj? Zaradi tega, da ni bila ta epizoda spanja predolga, da ni bila prevelika nevarnost zaradi okolja in včasih recimo so živali, večinoma pač veliki sesalci spali na drevesih. Zakaj? Ker je bilo tam bolj varno. Hkrati, ko je postal pokončni človek in ko ni več spal na drevesih, se je s tem spanje spremenilo. Zakaj? Ker živali, ki so spali na drevesih, niso mogle imeti REM spanja, se pravi tega aktivnega spanja, ravno zato, ker v tem spanju mišice popustijo in bi pač žival padla na tla. Ko pa je človek naenkrat začel spati na tleh, je lahko razvil to novejše, kot rečemo, aktivno Rapid Eye Movement Sleep, ki vemo, da je izrednega pomembna za višje živčne funkcije. Kar pomeni, da se evolucijsko v bistvu spanje zelo spreminjalo. In tudi recimo včasih, ko so, spali v jamah, je bilo to spanje bolj prekinjeno, ravno zaradi tega, da ni bilo toliko globokega spanja, da so lahko hitreje se odzvali na zunanje dražljaje, če je bil pač kakršnakoli nevarnost, ravno tako zaradi recimo temperature, kako se je spanje spreminjalo, kako so spali v Afriki, kako so spali na severu, Zdaj seveda tega ne potrebujemo več, in zato večinoma je naše spanje enojno, če rečemo, zvečer zaspimo, se proti jutru zbudimo in imamo različne faze spanja. Lahko nekaj o teh fazah poveva, kako je nek naravni cikel ali pa normalen cikel nekega spanja po noči, čez katere faze gre človek, ki jih poznamo, pa če lahko vsako to fazo malo piševa, kaj se dogaja. Zdaj, če govoriva o zdravem odraslem človeku, ne bova govorila o novorojenčkih, kjer je spanje drugačno pri majhnih otrocih, ampak recimo zdrav odrasel človek srednjih let, spi približno 50% druge faze spanja, 25% globokega spanja in 25% REM spanja. Zdaj, spanje delimo v eno je budnost, zaspimo v plitko spanje, ki je v bistvu nekakšen dremež, ki si ga ne želimo. Tega spanja si želimo čim manj, da ga imamo po noči in potem preidemo v drugo fazo spanja, ki jo je največ po noči in v kateri imamo posebne grafoelemente spanja, govorimo o nekih vretenih spanja, K-kompleksih, ki nam nekako utirjajo to spanje. Vretena spanja so tista, ki nam poglabljajo spanja, recimo vsa uspavala deluje na to, da naredijo več teh vreten spanja. K-kompleksi so pa taki kot eni majhni impulzi, ki nas prebujajo. Recimo, bomo spali v spalnici in bo nekdo potrkal na vrat ali bo nek zvok od odzunaj, bo v naših možganih, se pravi spanje spremljamo z aktivnostjo možganov, nastavi tak K-kompleks, kar pomeni, da gremo proti prebujanju, vendar se zaenkrat še ne zbudimo. In to se nam dogaja v drugi fazi spanja, si želimo, da je čim bolj trdna, da je več vreten spanja in da to preidemo v globoko spanje, faza 3 in 4, kjer je počasna možganska aktivnost. To so počasni možganski valovi, se pravi pod 4 herce, visoke amplitude in tega si želimo čim več. Kaj pomeni visoke amplitude? Se pravi, zniža se herci, se pravi, valovanje se zniža? Tako, amplitude se pa zviša. To so ti visoki počasni valovi. Visoki in počasni valovanje možganov. Tako. In potem preidemo v to zadnjo, 5. fazo, REM fazo spanja, ki rečemo lahko tudi aktivno spanje, ki je pa zopet nekaj čisto drugačnega, ki je pa bolj podobno budnosti in prvi fazi spanja, v kateri dobimo te hitre gibe zrkal, v kateri največ sanjamo in ta faza spanja je kot nekako zadnja faza. Vendar spanje ni enako vso noč. Se pravi, če gremo iz plitkega v drugo, v globoko v REM, bomo v prvem delu noči imeli bistveno več globokega spanja in v drugem delu noči bistveno več REM spanja. Zakaj?
Zato, ker je spanje proces, ki je vezan na tudi telesno temperaturo, na svetlobo in temo, in ko se uspavamo in ko zaspimo, se naša telesna temperatura niža. In globoko spanje je vezano na najnižjo telesno temperaturo. Zato je tega spanja v prvem delu noči več. In proti jutru, ob 3, 4, 5 zjutraj je bistveno več REM spanja. Zato tudi, če nas nekdo zbudi proti jutru, je večja verjetnost, da nas zbudi z REM spanja, je večja verjetnost, da se bomo spomnili sanj, v katerih smo v bistvu v tistem trenutku bili. Hkrati je pa lahko bolj neprijetno, ker v REM spanju imamo pa mi izključeno termoregulacijo in nas lahko zebe. Tako da v bistvu zadeva je zelo celostna in čim pride do nekih faktorjev iz okolja, ki nama to porušijo, kot je recimo, en fitness pozno zvečer, ena savna recimo, ali pa, en žur z svetlobo do, jutranjih ur, bo spanje povsem drugačno. Ja. Koliko pa, recimo, zdaj sva te cikle opisala nekega normalnega, zdravega človeka, koliko časa je potrebnega, ali pa bom zelo bolj enostavno vprašal, koliko spanja potrebujemo? Lejte, da se vse to sestavi. Da se vse to sestavi, ja. Zdaj, če rečeva zelo povprečno, potem je za zdravega, odraslega človeka potrebno vsaj 7 ur spanja. Smo pa zelo različni. Se pravi, mi podedujemo potrebo po spanju. Se pravi, mi podedujemo to, koliko spanja potrebujemo, oziroma je to zapisano v naših genih. In v naših genih je zapisano tudi, kakšen tip človeka smo. Pri otrocih rečemo, da so sovice, hodijo spat kasneje, ali da so škrjančki, da zgodaj zjutraj vstanejo. In enako pri ljudeh. Nekateri, ko imamo nekaj za delati, raje to naredimo zvečer, si podaljšamo dan, ker nam je takrat lažje in kasneje zjutraj vstanemo. Nekdo drug bo rekel, raje grem prej spat in bom zgodaj zjutraj vstal, ko bom naredil vse stvari. Z leti vsi postajamo bolj jutranji tipi. Naši mladostniki so bolj večerni tipi. To je čist proces, ki se nam dogaja v možganih v času adolescence, in mladostnika spremeniti, da bo vstajal zelo zgodaj zjutraj, je nemogoče. Medtem ko starejši, če pogledamo tam po 65. 70. letu, so redki tisti, ki so zelo pozno po konci, ampak večino grejo prej spat in tudi bolj zgodaj zjutraj vstanejo. Sprav rekla sva 7 ur je nekako povprečje. Zdaj to verjetno varira, 20% gor dol? To varira, in poznamo, mi vedno rečemo, potrebujemo toliko spanja, da bomo naslednji dan se zbudili spočiti in da bomo dobro funkcionirali. Nekateri pravijo, kot recimo Matthew Walker, pravi, da spimo dobro in dovolj, takrat, ko zjutraj ne potrebujemo kave, da bomo ostali budni, oziroma ko do 11. 12. ure se ne počutimo zaspani. Se pravi, da zdržimo. Oziroma drugo takšno merilo je zelo enostavno, rečemo, če nekdo med vikendi podaljša spanje za 2 uri ali več, pomeni, da ima pomanjkanje spanja, da ima kronično deprivacijo, da med tednom dobi premalo in mora v bistvu potem to nadoknaditi. Ja, to, kar ste rekli, do kosila se že počutim utrujenega, Jaz mislim, to je čist moja osebna izkušnja, da je zelo odvisno od tega, kaj tudi počneš v življenju, kakšno življenje imaš. Absolutno. Ker jaz sem bil v enem obdobju, kjer je bilo spanje popolnoma identično, ampak sem 2 različni stvari delal. Enkrat sem hodil v službo, enkrat pa na faks. In na faksu v bistvu uri jaz nisem mogel oči imeti odprtih. Medtem pa, ko je nekaj bolj stimulativnega bilo za mene, sem bil v bistvu še kontra, napojen z energijo. Tako da razumem to, da če se testira enega človeka pri istih opravilih ali pa da ne spreminjamo nekih spremljivk v dnevu,
lahko tako nekako vidimo, a premalo spi ali preveč, ne, čisto osebno, osebno počutje. Zdaj, kako mi to testiramo, mi, kar se najbolj bojimo, so seveda ne samo nesreče na delu, ampak nesreče v prometu. In mi vemo, da je 20% vseh prometnih nesreč povzročenih zaradi zaspanosti. In to je največji problem. Več nesreče zaradi zaspanosti kot zaradi alkohola. In to so tiste nesreče, ki se nam zgodijo pri veliki hitrosti, recimo na avtocesti, nenadoma zavije na drugo stran, ker ni pozoren. To se v tujini lahko spremlja s tem, da gledajo, koliko je bilo, recimo, kakšna je bila zavorna dolžina, gledajo, ali je imel ta bolnik kakršnekoli bolezni predhodno, ali so bili kakršnikoli znaki, da zakaj je v bistvu zaspal. Medtem ko pri nas tega zaenkrat takšne statistike nimamo, ampak kolikor smo gledali, je ogromno prometnih nesreč. Oziroma prometne nesreče blizu doma, ko že vozimo zelo avtomatsko, ko vemo, kje smo, in tudi najmanjša ta nepozornost, ki mi rečemo mikrospanje, to so mikrospanja 10 sekund ali več, in ob tem pač zgubimo nadzor nad volanom in pride do prometne nesreče. In to v laboratoriju snemamo tako, da preiskovanca damo v miren, temen prostor, praktično zatemnjen prostor, in če delamo to za voznike, želimo vedeti, koliko časa bo ostal buden. In se pravi, v monotoni situaciji, ko si ne sme pomagati s telefonom, ko se ne sme ščipati, spremljamo ga z infrardečo kamero, da vidimo, da je res ne počne nekih drugih stvari, ko med temi testi ne sme piti raznih stimulirajočih se pijač, in spremljamo 5-krat na dan, damo ga za 20 ali pa za 40 minut v ta prostor, naredimo več teh testov in gledamo srednjo latenco, koliko časa lahko ostane buden. Seveda so to laboratorijski pogoji, to ni isto kot na cesti. Še bolje so testi, ki jih zaenkrat v Sloveniji žal ne izvajamo, je na simulatorju vožnje. Simulator vožnje hkrati z možgansko aktivnostjo in tukaj vidimo, kdaj pride v bistvu do napak in ob tem do zaspanosti v možganih in rečemo, ali je taka oseba sposobna za vožnjo ali ne. Ker zavedati se moramo, da glede na to, koliko je prometnih nesreč zaradi zaspanosti, je v Evropi zakon in hkrati tudi v Sloveniji že nekaj let zakon za voznike motornih vozil, da vsi tisti, ki imajo prekomerno dnevno zaspanost, ki jo po raznih lestvicah ocenjujemo, koliko je huda, niso sposobni za vožnjo vozil. Ja, to je zelo zanimivo. Nisem nikoli razmišljal o tem, koliko je v bistvu neke družbene škode povzročene zaradi pomanjkanja spanja čez promet. Ja. Ampak, če gledava midva zdaj primerjavo z alkoholom, ni družbena škoda povzročena samo na cestah z alkoholom. Jaz bi celo rekel, da je mogoče manj škode povzročene na cestah zaradi alkohola, kakor je zaradi alkohola drugje v družbi, doma v družinah. In zdaj, če isto obrneva na spanje, to je samo eden izmed pokazateljev. Absolutno. Manjša produktivnost, manjši fokus, nasplošno družbena škoda, ki se ustvarja zaradi, kroničnega pomanjkanja spanja generalno v družbi. In to je tako zelo zaskrbljujoče, ker se o tem, zdaj se malo več govori sicer o spanju, ampak ni se nič govorilo. Celo obratna je bila narativa. Manj moraš spati. Se pravi, prej se zbudiš, bolj si priden, bolj si produktiven, boljši si. In to se mogoče tudi v teh mojih krogih podjetniških, zdaj že malo izveneva. Tako da se zavedajo pomembnosti spanja, ker včasih je bilo pa to čist na stran potisnjeno. Popolnoma napačno. In pred leti je Čikaška univerza naredila eno študijo v 41 prestolnicah po svetu in so gledali glede na prisotnost na internetu. In so z tega predvidevali, kakšen čas ljudje v tistem mestu namenijo za spanje. Najslabše, se pravi, najmanj spijo Japonci. Kje mislite, da smo bili mi? Ja, zelo nizko. Na predzadnjem mestu. Takoj za Japonci. Izmed kolikih držav? 41. Mislim, bilo je katastrofalno. To so zahodne države, razvite države. Razvite države, mislim tudi Južna Amerika, Zahodna Amerika, pač vse države so bile, pač pri nas so gledali samo Ljubljano. Ampak potem smo se mi sprašvali, kako je to mogoče, se je tako hudo, pa spet ni pri nas. Na kar
Moja razlaga je, da hodimo spat pozno, tako kot hodijo vsi ostali, če rečemo v Evropi, predvsem bila je ta zahodna Evropa gledana. Vendar po drugi strani imamo mi še vedno ta sistem, da se vsa industrija, če rečemo, kjer delajo v izmenskem delu, začne ob 6 zjutraj, da se šole začnejo prezgodaj, da imajo šole preddure, da ljudje, ker morajo v službo zgodaj, odvažajo otroke v vrtec zelo zgodaj. In jaz mislim, da tukaj nastane ta deprivacija, ker zvečer ne gremo tako zgodaj spat, zjutraj smo pa v bistvu deprivirani. In to je tisto, ki nas v bistvu uvršča med ene najslabših. Se pravi, vaš predlog bi bil, da se javno življenje štarta malce kasneje, pa se malce podaljša. Tako. Zakaj je to 1 ura? V bistvu tako bi vprašal. Glede na to, da so tako slabi rezultati v Sloveniji, nisem vedel, to sem čist presenečen. Koliko pa je povprečje, če smo prej rekli 7 ur je nek povprečje za zdravega posameznika, koliko pa Slovenci spimo v povprečju? Kakšni so podatki tukaj? Ja, v lanskem letu 2020 je Nacionalni inštitut za javno zdravje delal, vsako leto delajo takšno veliko epidemiološko študijo, med drugim so sprašvali tudi o spanju in ugotovili, da 1/3 Slovencev, več žensk kot moških, spi manj kot 7 ur. Kar pomeni, da je v bistvu 1/3 prebivalstva neprespana. Hkrati je na študijo, ki so jo delali že predhodno, mislim, da je bila 2017, je pokazala, da je v Sloveniji ogromno predpisovanje uspaval. Recimo, če pogledava zdravila za centralno živčevje, na prvem mestu so uspavala. Kar pomeni, da se poslužujemo v bistvu zelo instant variante, spimo premalo, kljub temu, ker vemo, da bomo morali zjutraj vstati, se nekako silimo, da bi šli spat prej, kar nam biološko ne uspe, jemo uspavala, dolgoročno si še porušimo spanje in v bistvu zadeva ni dobra. V lanskem letu, v času covida, se je stanje še poslabšalo. Tako kot povsod po svetu, se je tudi v Sloveniji zgodilo to, da predvsem v začetku smo bili prestrašeni, bil je nov virus, nismo vedeli, kaj nas čaka, imamo dovolj varovalne opreme, predvsem v zdravstvu, recimo, pa tudi v podjetjih. Ljudje so bili zaskrbljeni, kaj bo, če zboli in kaj bo, če bodo zboleli moji bližnji, in spanje se je močno porušilo. Ker smo mi delali lansko leto študijo med študenti Mariborske in Ljubljanske univerze, smo ugotovili to, ne samo, da se je spanje spremenilo, kar pomeni, da se je povečala ta anksioznost ob uspavanju, ta strah. Večino niso bili recimo več stanovali tam, kjer so predhodno, ali v dijaških domovih so se vrnili nazaj k staršem, ki je bil stres za te mladostnike. Po drugi strani se mi je pa čist spremenil ritem spanja. Ko smo mi ostali doma in ko si imel službo od doma, ko si imel fakulteto od doma, nisi vstal, nisi se oblekel, nisi šel ven na sončno svetlobo, v bistvu si bil praktično v pižami v zdan, na računalniku, in potem si vmes spal, bil buden. In ker smo predhodno mi govorili našim mladostnikom, čim manj socialnih omrežij, ne zvečer na računalniku, ne zvečer na tablici, na telefonu, smo v času epidemije govorili ravno obratno. Se to je bil edini stik z okoljem za mladostnike. Dajte čim več potem komunicirati, in potem je bila seveda komunikacija celo noč. In je prišlo v bistvu do katastrofe, in govorimo v lanskem letu, oziroma v letošnjem letu je za lansko leto Ameriška zveza za medicino spanja razglasila za globalno krizo glede spanja. Tako slabo, kot smo povsod po svetu spali v lanskem letu, ni bilo še nikoli. Kakšne pa so nekako mentalne ali pa fiziološke posledice kroničnega pomanjkanja spanja, recimo na dolgi rok? Ja, zdaj, če govoriva o kronični nespečnosti, kronična nespečnost je po definiciji tista, ki traja več kot 3 tedne, ko 3-krat ali več na teden ne spimo dovolj in imamo vedno zaradi tega tudi težave čez dan. Se pravi, nekdo, ki spi po noči kratko spanje, pa čez dan dobro funkcionira, ima srečo, se uvrsti med tiste short sleeperje, ki ne potrebuje več. Koliko je teh? Zelo malo, par procentov. Kaj ni mislijo, da so te,
ampak Eni niso, mislijo, to da sem so. doskrat videl. Eni mislijo, da so. Ja. Ne, kar je to, eni rabijo manj, ne, zelo malo. Absolutno, eni rabijo pa 9 ur, da dobro funkcionirajo. Zdaj rečemo toliko, kolikor spiš, da potem lahko normalno funkcioniraš. Če je to za nekoga 6 ur, je to dovolj. Ne rabimo vsi spati ali pa ležati v posli 8 ur. Vendar, ko govorimo o kronični nespečnosti, so težave najprej za koncentracijo. Težje se skoncentriramo, težje v bistvu, ker se po noči več prebujamo, imamo porušeno spanje. V globokem spanju pride do te konsolidacije spomina. Se pravi, vse, kar počnemo, se nam utirja v naših možganih, da nastane ta spomin. In potem v REM spanju, v drugem delu noči, se nam pa izločajo te spomini, ki jih ne potrebujejo naši možgani, ker ne moramo si vsega zapomniti. In da se nam v bistvu ta spomin utirja, hkrati pride tudi do teh višjih povezav in zato rečemo, da je to tisto inteligentno spanje, ko dobivamo tudi razne ideje, in je v bistvu zelo pomembno, ker ga ima človek, ostale živali ga imajo bistveno manj. Vendar, ko je to spanje prekinjeno, bomo imeli težave s koncentracijo, bomo imeli težave, da če se bomo želeli nekaj na novo naučiti, pa ni nujno, da je to nek tekst, lahko je tudi to neka fizična aktivnost, recimo, učenje smučanja, učenje tenisa, učenje klavirja, si bomo bistveno težje to zapomnili. Če ne spim, recimo delali so enostaven poskus, učili so jih neke nove veščine, nato je skupina odšla spat, druga ostala budna in so bile ogromne razlike. Se pravi, v spanju naši možgani delajo zato, da nam v bistvu utirijo ta spomin in naslednji dan pač lahko to bolje znamo. Se pravi, spomin, koncentracija, zaradi tega se nam zniža prag tolerance, težje funkcioniramo v nekem timu, bistveno več energije porabimo za neko zadevo, hitreje smo lahko nervozni, anksiozni, zadirčni, imamo težave. Potem, če rečemo v nekem okolju, kjer nekdo dela v nekem, proizvodni, recimo, več napak na delovnem mestu. Zdaj, to niti niso neke velike napake, predvsem fina motorika se nam zelo hitro poruši. Mi smo to videli, recimo, ko smo trenirali jadralce za solo jadranje čez Atlantik, oziroma pred leti smo se ukvarjali tudi z temi kolesarji, ki so šli na REM čez Ameriko. Takrat ga seveda boš do neke mere zdepriviral spanja, vendar ne toliko, da bo imel zaradi tega težave. In kar se lahko zgodi po deprivaciji spanja je to, da najprej bo prišlo do tega, da bomo dobili nazaj REM spanje. In REM spanje, če ga imamo premalo in ga bomo dobili nazaj, se nam lahko zgodi, da ga dobimo v budnosti. In to je grozljivo. To so neke blodnje v bistvu. To so neke blodnje, ja. To je recimo tako, kot so imeli solo jadralci, da je na jadrnici videl živali, ki jih seveda ni bilo. Pokojni Robič je videl, da v bistvu vozi avtomobili v drugo smer, kar tudi ni bilo, to je bila huda deprivacija spanja. Koliko časa to niso spali, da se je to začelo dogajati? Mislim, tam so bili ekstremni pogoji, veste, če je človek sam... Zanima me tudi, kdaj je ta smrtna v bistvu količina deprivacije, da je v bistvu umre človek. To me tudi zanima. Zdaj, veste, takšnih študij ni, ker jih nobena etična komisija ne bo potrdila. Zaenkrat je še vedno rekord iz daljnega leta 67, Randy Gardner, to je bil en DJ, ki je objavil, da ne bo spal. Bil je v Kaliforniji, prišli so takoj raziskovalci za motnje spanja iz Berkeleyja, iz Stanforda in so ga spremljali. 11 dni ni spal. Se pravi, ni bil na partijih, ampak je bil v bistvu, ko so ga spremljali. DJ je skozi delal. Okay. Ampak, veste, takrat v tem času ni imel elektrod na glavi, zato predvidevamo, da je zagotovo imel ta mikrospanja in potem po 11 dneh, ko je šel spat, so ga spremljali, videli, kakšno je to spanje in je spal 14 ur. Se pravi, sploh ne nekaj dolgega, vendar potem je imel blodne, imel je popolnoma porušeno fino motoriko in te halucinacije v budnosti. A so bile kakšne, to je meni zelo pomembno, se mi zdi, a so bile kakšne neredne posledice, v bistvu, da so bili možgani neuničeni?
Ne najdem prave. Dolgotrajne v bistvu poškodbe možganov. Ne, v nekaj, mislim, da je bilo v tednu 14 dni, kolikor so ga spremljali, prišel nazaj. Aha, ok. Zdaj, veste, ampak to so bila v bistvu mučilne metode v drugi svetovni vojni, v raznih taboriščih, kako so jih z stalnim bojenjem v bistvu uničevali. Mi smo pred leti delali eno študijo, ko nas je zanimalo, kaj nam naredi 48 ur popolne deprivacije. Delali smo jo na mladih, zdravih študentih, kjer smo res bili ves čas z njimi v stiku, da pač niso mogli spati, in potem smo jim delali pač različne teste, kjer smo videli, da če so visoko motivirani, to je podobno kot športnik, ko je on visoko motiviran, da mora doseči nek cilj, bo seveda drugače odreagiral kot neka čist povprečna oseba, ko nima neke motivacije za neko tekmovanje. Vendar po drugi strani, kar smo videli, ko smo jim potem jemali kri, se jim ne poruši samo nivo kortizola kot stresnega hormona in melatonina kot hormona za spanje, ampak pride do porušanja cirkadianih genov. Cirkadiani geni so tisti, ki nam določajo ta reden ritem budnosti in spanja v 24 urah. Se pravi, da mi v bistvu spremenimo genetiko, če 48 ur ne spimo. Tako da, veste, te stvari so zelo, zelo pomembne. Zakaj? Ker če mi nekoga, ki ima recimo, ki spi dolgo časa in ki hodi spat zelo pozno, bomo dali v neko turnusno službo, kjer bo imel trojizmensko delo ali pa dvoizmensko, 12 ur po noči in na dan, tega ne bo zmogel. In zato se mi borimo, v bistvu delamo z medicinom dela, prometa in športa, da bi predhodno rekli, kdo je sposoben za takšno delo in kdo ni. Ker kaj se zgodi? Zgodi se to, da takšni ne zdržijo, da začnejo jemati uspavala po eni strani, ko pridejo domov, zelo hitro poživila. Vemo, Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2007 prepoznala nočno delo kot kancerogenega. Se pravi, mi ljudje spimo po noči, v temi in smo budni čez dan. Če to spremenimo in če imamo določen tip človeka, ki smo, tega ne bomo zmogli. In recimo to so ugotovili, da največ je bilo študij delanih na medicinskih sestrah, ki so veliko delale po noči in pride do razvoja karcinoma dojke. Tako da v severnih državah v Evropi takšne ženske, ki pride do karcinoma dojke in ki nimajo družinske obremenjenosti, že predhodno genetsko z tem tumorjem dobijo države odškodnino. Po drugi strani vemo, da je karcinom črevesja pri obeh spolih in karcinom prostate pri moških ravno tako zaradi nočnega dela, zaradi porušenih teh ritmov. Leta 2017 se je Svetovna zdravstvena organizacija rekla, dajmo ponoviti, pogledati novo literaturo, to je zdaj že 10 let staro, in v letu 2018 so izdali nova priporočila z pregledom 10-letne literature in samo potrdili te ugotovitve. Se pravi, dolgoročno, če ne spimo, če delamo po noči, predvsem v tej svetlobi, lahko gremo v razvoj različnih rakavih obolenj. Kaj pa recimo, če je nek človek premalo spi, a lahko pol to, bom povedal po domače, štuka z popoldanskimi dremeži, pa prej sva se malo navezala na te vikend, malo da podaljša, a lahko to tako v bistvu rešujemo svojo težavo? Ja, lejte, spat naprej na zalogo ne moramo. Naprej ne, ok. Ne. In tudi za nazaj, da bomo rekli, zdaj ne bom spal po noči, pa bom čez dan to prinesel noter, na kratek čas gre, ampak dolgoročno pa ne. Zakaj? Ker sva rekla, da je spanje vezano na 24 ur, in spanje, ki ga imamo mi po noči, je drugačne kvalitete, kot je spanje čez dan. Čez dan že nimamo tako zatemnenega prostora. Čez dan je naša telesna temperatura višja. Se pravi, bomo imeli več REM spanja, ne bomo imeli globokega spanja, ki ga rabimo. Tako da dolgoročno to ni rešitev. Se pravi, tisti, ki spijo po noči in po dnevi, so za nas v bistvu bolniki. To je recimo bolezen narkolepsija, kjer imajo spanje po noči in po dnevi in potem še druge težave. Če nekdo ima res eno krajše obdobje ene deprivacije spanja, rečemo seveda, kratka siesta popoldan, vendar ne prepozno in ne predolgo časa.
A je boljše to kot nič, ker tako dostikrat razmišljam, da kdaj, mislim, jaz nimam s tem toliko težav, ampak recimo se izogibam popoldanskih dremežev, zato ker mi to vpliva pol na ponoča, da grem kasneje spat, ker nisem zaspan. Ne? A je boljš to narediti ali se zadržati, pa ne iti popoldne spat? Nekdo, ki nima težav z nespečnostjo, in če je depriviran spanja v enem krajšem obdobju, rečemo, kratko spanje popoldan, vendar raje ne po 3 uri in ne dolgo čas. Absolutno tam pol ure, 3/4 ure, manj kot 1 uro. Si navit uro, da se zbudimo. Ker tisto dolgo ležanje popoldan in spanje se zbudimo, ne vemo, kje smo, da je noč, se počutimo slabše, smo utrujeni, ni v redu. Nekdo, ki pa ima težave z nespečnostjo in po noči se zvečer ne more zaspati, se po noči prebuja, zgodaj zjutraj zbudi in potem misli, zdaj bom pa nadoknadil, pa bom recimo ležal v postelji zjutraj za vikend, ali pa bom popoldne ležal, je tisto spanje plitko, to je predvsem sva rekla, ta dremež spanje ena, ki si ga želimo čim manj in to spanje ni dobro, ni dobre kvalitete in več ga bomo imeli, seveda manj bo spet globokega spanja naslednjo noč, in bo slabše. In tipično recimo vsi tisti, ki si za vikend toliko podaljšajo spanje, je v nedeljo zvečer spanje bistveno težje, ker smo si ga v bistvu porušili. Tako da ta cirkadiani ritmi so zelo pomembni. Super. A lahko malo, prej ste omenili melatonin, serotonin, lahko malo razmerje med tema dvema hormonoma opišemo, pa kaj je v bistvu, kateri je za kaj zaslužen? Zdaj, melatonin je hormon, ki se nam izloča v možganih iz češarike po noči v temi. Se pravi, v temi. Gre za to, da če smo mi zvečer na telefonu, bo ta svetloba, telefon je slabši kot, računalnik, televizija, ki je dlje od očesa, bo ta svetloba, predvsem ta modra svetloba iz zaslona, šla skozi naše oko po tem traktusu do hipotalamusa, tega v bistvu naše biološke ure v možganih, od tam naprej v češariko, in nam bo zavrla izločanje melatonina. Ker bo telo mislilo, da je dan, da ni noč? Ali kako? Tako, ker ta modra svetloba v očesu, v bistvu te celice delujejo tako, da se melatonin ne izloča, zavira. Čisto tako sem hotel povedati. Telo smo zafrknili, ne? Tako. In zato tudi rečemo, predvsem našim mladostnikom, idealno je vsaj 2 uri pred spanjem ne vseh teh naprav, kar je praktično. Se pravi, do 2 po noč. Če greste spat ob 4. Ampak recimo imeli smo eno konferenco, pač ameriški kongres in smo vsi rekli, da je to zelo težko, veste, kjer mladostnik bo zdal 2 uri pred spanjem telefon stran in potem je bil nekak konsens vsaj 1 uro, plus tega čim več v bistvu teh filtrov za modro svetlobo. Se pravi, da se melatonin nam bo izločal po noči v temi. In melatonin je ta hormon, ki se nam v bistvu lepo zgradi po noči in proti jutru upade, da se mi lahko zbudimo. Če bomo mi, tako kot pravite, do 4 zjutraj na telefonu, bomo imeli kasnejše uspavanje, uro ali 2, in potem, ko bomo zaspali, se bo pa ta melatonin zgradil, kar pomeni, da zjutraj ne bomo mogli vstati takrat, ko bi morali. In to so tipično te mladostniki, ki pridejo, ne morejo hoditi v službo, ne morejo hoditi na fakulteto, ker zjutraj ne moremo vstati. To ni nespečnost, to je zamik cirkadianega ritma zaradi čistih učinkov. Zdaj, v lanskem letu se je zgodilo to, da je melatonin postal zelo popularen, dobi se ga povsod, na recept, brez recepta. Brez recepta se ga dobi? V Sloveniji? Povsod. Problem je, da melatonin brez recepta tudi ni za zdravila, ki so brez recepta, nimamo nekih študij, ne vemo, kakšne koncentracije melatonina so noter. In v Ameriki je tega še bistveno več, že mnoga leta, in ko so gledali te preparate, je bilo noter tam, kjer je bilo rečeno, da je 100% melatonin, ga je bilo od 45 do nekaj do 80%.
Premalo. Ko so gledali drugega, je bilo pa v bistvu, so bile pa ogromne količine. A s tem nikoli ne vemo. Mi, ki se ukvarjamo z medicino spanja, vedno rečemo, čim nižjo dozo, vendar pomembno, kdaj ga bomo dali. Ker pri nas zdaj lahko kupite melatonin, 5 mg, 10 mg, to so doze, ki se jih lahko daje samo za nekaj dni, maksimalno do 4 dni pri jetlagu. Se pravi, ko spreminjamo časovne pasove. Pri nas se jih jemlje kar za kronično nespečnost in to vemo, da nima nobenega učinka. Nima nobenega učinka. Kaj pa, recimo jaz sem užival melatonin brez recepta. Ja? V Italiji sem ga kupoval, ker tukaj nisem vedel, da se ga tudi prodaja. Ampak jaz sem ga vzel četrtinko. Ja? Verjetno ni imel, mislim, da je bilo 5 ali pa 10. Verjetno, kot pravite, ni bilo nekega učinka, ampak se mi je zelo pomemben zdel placebo. Ker jaz sem v bistvu, takrat, ko sem to zaužil, sem v bistvu vedel, nekaj se naredil, zdaj se bo začelo dogajati in dejansko sem se počutil utrujenega. In mogoče, čist tako sem samo hotel povedati, da mogoče se nasplošno v zdravstvo premalkrat v bistvu upoštevamo ta učinek. Tudi, placebo učinek, ja. Ker ima efekte, Ja, ampak kaj ste po drugi strani pa placebo učinek, recimo, če bi pa imel 10 mg dolgo časa, pa vemo, da to ima lahko učinke, ki pa niso v redu. Naprimer? Ja, recimo porušimo te ritme, cirkadiane gene delujemo in to ni fajn. Tudi če jaz melatonin vzemem 1 uro pred spanjem, pa je to spanje ob 10 zvečer. Recimo, kakšno dozo boste imeli. Če je to visoka doza, na dolgi rok ni v redu. Ampak kar se je zgodilo v lanskem letu, je to, da so ugotovili, da je melatonin dobrodošel pri okužbah z COVID-om. Ne samo zato, ker je ob infektu s COVID-om spanje hudo porušeno. V akutni fazi ima več kot 40% ljudi težave z nespečnostjo, je to eden najpogostejših simptomov, ampak vztraja tudi še 6 mesecev. Po COVID-u imamo mi lahko hude težave z nespečnostjo. Po drugi strani nam pa v bistvu melatonin deluje tudi kot antioksidant, zavira vnetje in zato se ga je veliko dejalo. Tudi pri nas se ga pri bolnikih z COVID-om v intenzivnih enotah daje melatonin. Vendar ljudje so pa seveda potem to uslišali in vsi kar jemljajo, melatonin. Ne glede na to. A je pogosto to zdaj? Ogromno. Mislim, v Ameriki se je v letu 2020 prodaja melatonina zvišala za 700%. A je to efekt COVID-a, ker so prišle te informacije glede COVID-a, ali je pač to vsake toliko let imamo neko učinkovino ali pa neko molekulo, ki postane popularna, ali pa nek vitamin ali pa tako. Ja, mislim, v Ameriki je Trump, ko je bil okužen, tako je povedal, da jemlje melatonin, in to je sigurno bil en učinek, ki je to povečal. Po drugi strani je pa melatonin v Ameriki zelo prosto dostopen, in je seveda to kot eno pomoč pri uspavanju, za kratek rok, in ga ljudje lahko kupijo kadarkoli, kjerkoli. Sprav, vi ne priporočate melatonina za nekoga, ki nima velikih težav, ali ga ne priporočate na dolgi rok? Lejte, jaz melatonin priporočam pri tistih, ki imajo motnjo cirkadianega ritma. Se pravi, nekdo, ki bo hodil spat zelo pozno, ob 3-4 zjutraj in zjutraj ne bo mogel vstati, bomo preračunali, kdaj ima on najnižjo telesno temperaturo, kdaj pričakujem, da se mu najbolj izloča melatonin in bomo zračunali, kdaj zvečer ga bo vzel. Lahko je to že v popoldanskem času, da bomo naredili premik faze spanja. Priporočamo ga pri različnih boleznih, kot je recimo Smith-Mageniev sindrom, kjer imajo otroci porušeno to izločanje melatonina. Takrat ga bomo dejali. Veliko študij je bilo narejenih tudi pri avtističnih otrocih, ki imajo hude težave s spanjem po noči, vendar tudi tam dajemo melatonin, ki se ga ne dobi v prosti prodaji, ker tega, ki ga dobimo v prosti prodaji, je predvsem za ta jetlag, se pravi bolj za uspavanje, za kratek rok. Če ga pa dajemo takšnim bolnikom, dajemo pa tistega, ki je slow release, z počasnim sproščanjem, da nam vzdržuje to raven melatonina celo noč, to pa je v bistvu zdravilo na recept.
Tako da ga dajemo, vendar nizke doze in moramo vedeti, kdaj ga bomo dali, koliko ga bomo dali, da bi pa kar tako nasplošno, ali pa recimo pri nekomu, ki je imel izmensko delo in ima zaradi tega porušeno, ga seveda ne bomo mogli dajati tisti teden, ko recimo dela zjutraj, ker kaj bo pa naslednji teden, bo še bolj porušen, ampak ko gre taka oseba ven iz nočnega dela, mu bomo seveda dajali melatonin, takemu lahko tudi za dlje časa, da mu bomo zopet vzpostavili ta normalen ritem melatonina, ki ga zaradi dela po noči ni imel. Ok, bom jaz zdaj tako popravite me, če kaj nisem v redu razumel. Več melatonina zvečer je bolje. Ne, manj melatonina. Manjša doza. Ne, govorim o telesu. Ja. In zdaj lahko malo govoriva o naravnih, nekaj ste že naravnih recimo akcijah, ki lahko naredimo, da bi to količino melatonina v telesu povečali v pravem času. Ne? Rekli ste, zatemnen prostor, čim manj modre svetlobe. Ja. Če je modra svetloba, ne bo 2 uri pred spanjem. Tako. Če je 2 uri pred spanjem, ne bo neki blokerji oziroma filtri za modro svetlobo. To, če prav razumem, so ta očala, ki blokirajo. In tudi te naprave imajo že kar avtomatsko ob sončnem zahodu bolj v rumeno se spremenijo ekrani. Ne? Kaj lahko še narediva tukaj? Da smo pa zjutraj na modri svetlobi. Okay. Ne? Se pravi, zjutraj pa super. Ne? Jaz vedno mladostnikom rečem, zjutraj se zbudiš, pa je na telefona. Ne? A res? Ja, seveda, modra svetloba. Oziroma, dobi se tudi te razne lučke, predvsem največji proizvajalci tega je Philips, ki ima veliko govorimo o tem smart lighteningu. Predvsem, kako mi z LED svetilkami mi lahko spremenimo barvo svetlobe, da se nam barva svetlobe, se pravi, popoldne spreminja v te oranžne, rdeče spektre, zjutraj v modrem spektru, da nas bo prebudila. Recimo, najboljše pa na sonce iti. Najboljše pa na sonce, absolutno. Ampak recimo v severnih državah, kjer je večino časa po zimi tema, so takšne lučke, ki jih imaš v pisarni z modro svetlobo, da si zjutraj v bistvu pomagaš s tem. Mi imamo terapevtsko takšna očala, ki se jih da lahko tudi na navadna očala, ki nam v bistvu blokirajo, ki nam v bistvu naredijo to, da bomo z modro svetlobo, da bomo zavirali izločanje melatonina. Tipično zjutraj. Se pravi, potem recimo novejši avtomobili, recimo Volvo da veliko na to, da je vse na armaturi modra svetloba, ker med vožnjo moraš biti buden. Zelo take enostavne stvari, ki se jih da dobro pomagati. Kaj pa pol njegov polarni brat, mogoče serotonin? A sem prav to opisano? Mogoče, če ga lahko malo opišemo. Zdaj, serotonin je tako, zdaj, mi dva smo nekaj govorila o fazah spanja, ampak spanje je zelo zapleteno, in tudi serotonin ima svojo funkcijo po noči, Ni zdaj serotonin samo tisti, da bomo rekli, da ga ne smemo, ampak je recimo, se pravi, 5-hidroksitriptofan, prekurzor tudi serotonina, in tudi serotonin mi potrebujemo po noči, kar pomeni, da včasih so menili, da so različne hrane, ko si bomo zvečali nivo serotonina, kot so recimo banane, in bomo potem lažje spali. V Ameriki je bilo to, da v bistvu Thanksgiving Day, da so vsi bolj zaspani naslednji dan, ker je purana in ne vem kakšne priloge, ki vplivajo na triptofan in na serotonin. Potem so se znanstveniki tega lotili in v bistvu ugotovili, da je deprivacija spanja tista, ki boš in preveliki obroki hrane in naslednji dan spal. Pozne večerje v bistvu. Tako da v bistvu za samo hrano mi ne bomo mogli spremeniti našega endogenega serotonina. Tako da, veste, vse te pripravki, ko lahko dobimo kot OTC, se pravi over the counter preparate, brez recepta, ki bodo serotonin, triptofan in to prezideti. Se pravi serotonin, zdaj sem pa hotel govoriti o vplivu substanc na spanje. Rad bi, da pokriva kofein, alkohol pa marihuano. Super. Mogoče še eno, ampak bova videla, če bo časno, ampak če se vam zdi kaj pomembno. Ja. Zdaj, kofein je v bistvu, če rečemo, stimulacijska droga, ki je seveda prosto dostopna, ki se jo vsi poslužujemo. Kaj nam naredi?
Eno v spanju je to, da je, smo rekli, ta cirkadiani proces, dan in noč, da se nam spreminja, da spimo po noč v temi. Drug proces, ki nam vpliva na spanje, je pa to, da dlje časa, ko smo budni, lažje bomo zaspali. In dlje časa, ko smo budni, se nam v naših možganih nabira ena substanca, ki se reče adenozin. In večjo količino adenozina, ko imamo, lažje bomo zaspali. Bolj smo zaspani. Bolj smo zaspani, Okay. Zato rečemo, da je super, da smo čez dan budni, ne ležimo v posli, ne spimo in zvečer gremo spat, ko se nam oba ta procesa sklopita. Kaj nam naredi kava, se pravi kafein, nam naredi to, da nam zavre ta adenozin. Deluje nam na adenozinske receptorje in v bistvu se nam ta adenozin ne bo sproščal. In zato bomo v bistvu bolj budni. Vendar efekt kave je dolgoročen. Mi rečemo, da ponavadi gledamo ta razpolovni čas, kot je pri zdravilih, koliko časa je še v organizmu. In pri kavi rečemo, po 5 urah je ta učink na adenozin še vedno v 50%. Vendar, če mi potem vseeno občutimo že nekaj zaspanosti, pa gremo zopet na novo kavo, pa to povečujemo, na koncu bomo seveda lahko tremorozni, slabo se bomo počutili, imeli palpitacije. In ko bo ta učinek popustil, bo pa adenozina ogromno. A veste, in bo ta zaspanost še hujša, kot bi bila, če kave ne bi pili. Tako da v bistvu odlagamo težavo naprej. Tako, Okay. Zdaj, kava za krajši čas, vendar zavedati se moramo to, da je v bistvu kafein ima zelo dolg učinek, in da nekdo, ki bo pil pa kavo popoldan ali pa ne vem, kavo po večeri, seveda ne bo mogel zaradi tega zaspati. Je pa tako, da učinek kave pa ne nastopi takoj, traja nekaj časa. Zato predvsem pri voznikih, ki so zelo zaspani, rečemo, idealno je, in recimo tega so veliko delali Avstralci, ker so velike razdalje, ko pač morajo voziti, da prideš na bencinsko črpalko, spiješ kavo, zaspiš za 10-15 minut in nadaljuješ z vožnjo. In je v bistvu ta dvojni efekt kratkega spanja in kave, ki bo v bistvu potem delovala. Zdaj problem, predvsem v Ameriki, je, da je kafein v ogromno zadevah. Pa veliko je, več ga je v bistvu. Starbucks, tista ta velika je po 300 miligramov, to je 3 espresi so noter. Tako. Plus razni, ne vem, te pijače, ki jih kupimo za poživljati, Red Bulli in podobno. Plus recimo v ledenem čaju, v vroči čokoladi, v zdravilih proti bolečinah imamo kafein. Tako da tega je ogromno. In recimo v Ameriki je tudi problem mladostnikov, da dobijo v bistvu toliko kafeina v vseh teh pijačah, da slabo spijo. Tako da kava na kratek čas, v redu, ne prepozno zvečer, in ne zdaj, da bomo neko pomanjkanje spanja dolgoročno nadomeščali s kafeinom, ne bo v redu. Koliko recimo kave je ok na dan za enega človeka? A vi recimo vprašate seveda vaše paciente, a pijete kavo? Vedno. Ja, in rečejo kaj? 3 kave. Mislim, kaj veste, so tudi taki, ki rečejo zvečer, pa po nočke ne morem spati, si naredim kavo. Pa se jim to ne zdi nič čudnega. Ja. Zanimivo. Zanimivo. Pa je to zelo hitro rešljiv človek. Ampak tega ne razume velikokrat. Ponavadi je tako, da so ljudje ozaveščeni, vejo, da to ni v redu in spijo zjutraj ali pa še kakšno kavo čez dan, predvsem pa ne v popoldanskem času. Kaj so zasvojeni to, ki z njo, mislim, Slovenci vem, da imajo kar je kultura pitja kave, kar močna. Koliko procentov pije, to vam težko rečem. Ok, kaj pa alkohol, recimo, predvsem v večernih urah? Alkohol bo naredil to, da nas bo hitreje uspaval. Se pravi, sama latenca uspavanja od takrat, ko ugasnemo luč in do takrat, ko zaspimo, bo krajša. Vendar nam bo pa naredil to, da nam bo pa porušil arhitekturo spanja. Manj bomo imeli globokega spanja, več se bomo prebujali, lahko bodo hude spremembe bodo v rema praktično ne bomo imeli, tako da kvaliteta spanja bo bistveno slabša. Kar se mi predvsem bojimo, so žgane pijače zvečer. Žgane pijače zaradi tega, ker imajo velik odstotek alkohola,
alkohola in alkohol deluje kot miorelaksant, kar pomeni, da nas ne sprosti samo skeletnih mišic, ampak sprosti tudi naše dihalne mišice. In ljudje, predvsem so to moški, ki so prekomerno hranjeni, ki imajo širok vrat, ki po noči smrčijo in imajo pavze dihanja v spanju, jih bo lahko neko prekomerno pitje žganih pijač zvečer za zmeraj uspavalo. Se pravi, bodo umrli v spanju. Tisti, ki imajo apnejo v spanju, absolutno ne žgane pijače zvečer, ker potem te dihalne mišice ne bodo mogle funkcionirati in bo v bistvu šel v apnejo. Nasplošno pa tudi ni v redu alkohol zvečer, ne? Ne, absolutno ne. In mislim, kadarkoli, ampak okay. Mislim, ja. Tako kot recimo niso v redu cigarete, ampak če že rečemo kaditi zjutraj, ker nikotin nas prebuja. Nekdo, ki bo kadil zvečer in po noči, zaradi tega ne bo mogel spati, rajše zjutraj. Če rečemo alkohol, ne vem, nek kozarček vina, ni noben problem. Nekdo, ki pa ima težave z dihanjem, ne se pa zvečer res izogiba alkohola. Pred kar nekaj leti, če rečem 5-6 leti, je bil velik problem tudi zaradi te gospodarske krize, predvsem v Angliji, je bil alkohol kot prva zadeva za uspavanje. In alkoholizem kot posledica nespečnosti uspavanja močno narasel. Zdaj moram reči, da se je to spremenilo in smo prišli na marihuano. In marihuana je v zadnjem času tista, s katero se ljudje največ uspavajo. Res? Ja. Ja, jaz dostkrat smo govorili na tem podcastu o travi, marihuani, THC-ju v bistvu bolj specifično. Ja. In vedno je zelo velik tak pushback, nazaj se ljudje zelo branijo to substanco. Jaz pa čistko anekdotično v mojem osebnem življenju, ko vidim posledice tega, pa tudi nekaj sem raziskal, bral študij, se mi ne zdi toliko nedolžna rožica, kakor pravijo. Zdaj mogoče se lahko danes bolj sam na spanje osredotočiva glede. Če govoriva o pač THC-ju in spanju, prvič moramo vedeti, da kar danes dobimo marihuane, ima bistveno višji procent THC-ja, kot ga je imela pred 20-30 leti. In THC nam naredi podobno kot alkohol. V bistvu nas bo tudi hitreje uspaval, se pravi, zaspali bomo hitro, predvsem nam bo pa zmanjšal globoko spanje. To je tisto spanje počasnih valov, ki ga rabimo za spomin. In ker se nam to dolgoročno poruši, bomo rabili vedno večje doze. In vedno večje doze smo potem spet v tem začaranem krogu, ko to ne bo funkcioniralo. Kar se nam zgodi je to, da ko si mi porušimo z THC-jem spanje, bomo potem bolj zaspani čez dan. In potem imamo pa lahko prometne nesreče. Mi pa vemo, da se nam THC kar nekaj časa ostane v našem telesu, in v Sloveniji je za prometne nesreče ničelna toleranca za THC. Se pravi, nič. Po drugi strani je veliko tudi pripravkov iz CBD-ja, ki se jih prodaja povsod, tudi na bencinskih črpalkah, kar se mi zdi grozljivo. Aha, CBD se vam zdi tudi... A veste zakaj? Zato, ker v CBD-ju je tudi THC. Se pravi, je v tako nizkem odmerku, da se ga lahko prodaja. Praktično ni pripravka samo s CBD-jem brez THC-ja. Ne. Skoraj v vseh je THC, vendar v tako nizki dozi, da je ok. Vendar vedeti moramo, da je THC maščobotopen, kar pomeni, da se nam ne izloča z urinom, ampak se nam nalaga v maščobah in ostane v telesu. In če bomo mi imeli ene kapljice CBD z mečkan THC-ja, pa bomo imeli en čajček CBD-ja, pa bomo imeli še neki, bomo spet v bistvu... Pa še en joint. Pa še en joint, itak ali pa dva, v bistvu bomo spet imeli prometne nesreče. Tega se mi najbolj bojimo. Drugo, kar je v bistvu bistveno hujše, seveda THC v večjem odmerku kot v nizkem samo v CBD-ju, je, da poveča anksioznost, poveča možnost za recimo shizofrenijo pri mladih, se te hude generalizirane anksiozne motnje, ki nam jih sproži. In to je tisto, kar se pri mladostnikih bojimo. Ja, največkrat sem jaz to videl v svojem osebnem življenju, je ta začaran krog, ki ste ga omenili, da v bistvu brez tega ne gre.
in potem vedno več tega, ne, in samo s tem potem lahko zaspima. Ne. Ja. In kot ste rekli, je pol tudi kvaliteta spanja slabša, manj je globokega spanja, to poruši celo hormonsko ravnovesje. Ja. In še en tak velik začaran krog, oziroma ena taka snežna kepa, ki se začne valiti v življenju posameznika. A ne. Potem pa pride še do tega, a ne, moramo pa seveda, ker imamo zaradi THC-ja po noč porušeno spanje, smo bolj zaspani čez dan, se moramo pa zbuditi. Ne? Potem je pa povečan vnos ne samo kafeina pa raznih pijač, ampak tudi kokaina. A ne? In to je tisto, kar mi dobimo, a ne? Kokain čez dan, THC zvečer. Aha, kaj pa kokain? To je pa ekstremen stimulans. Seveda. Ne? Mislim, dobro, lahko so tudi drugi manj, ne? Če rečemo razni amfetamini, metafetamini in to, a ne? Ampak kasneje pride seveda lahko tudi do epileptičnih napadov, a ne? Hudih glavobolov, to, kar pač srečujemo v nevrološki ambulanti. Kaj pa recimo prehrana? Specifično recimo en tak toksin, ki ga veliko zauživamo, sladkor, a to kaj vpliva? Ja, zdaj predvsem te enostavni sladkorji niso v redu, ker se nam zelo hitro v bistvu prebavljajo, a ne? Tako da en velik obrok sladkorja zvečer ni v redu. Po drugi strani pa recimo tudi en velik obrok proteinske hrane zvečer ni v redu, a ne? Zaradi tega, ker proteine pa zelo težko prebavljamo in bo v bistvu ta prebava potekala celo noč in ko nam prebava dela, so to tudi impulzi iz samega črevesa, ki nas v bistvu prebujajo. A ne? Tako, kot sva prej rekla, kompleksi, se pravi ta mikroprebujanja. Zdaj, pri prehrani je pomembno to, da imamo redno prehrano, da nimamo glavnega obroka pred spanjem, a ne? Vsaj ne 2 uri pred spanjem, ne sme biti ta glavni obrok, da se ful najemo, napijemo alkohola in potem gremo spat, a ne? Da je zvečer bolj lahek obrok, mi rečemo vseeno bolj ogljikovi hidrati, raje pa recimo proteini pa bolj zjutraj. No? Kaj pa, zdaj greva kratko po vrsti, kaj pa vpliv stresa? Mentalnega pa fizičnega, ne? Nekaj ste že omenili glede fizičnega stresa, se pravi veliki fizični napori tik pred spanjem vplivajo negativno na kvaliteto spanca. Kaj pa stres mentalen? Ne? Ja, zdaj, če še ostaneva na fizičnem naporu, priporočamo pa absolutno fizično aktivnost čez dan. A ne? Nekdo, ki bo cel dan miroval, ležal, sedel, a ne, tudi ne bo v redu za spanje. Ne? Rečemo eno normalno, zmerno fizično aktivnost čez dan imeti, a ne, da bomo seveda tudi lažje po noči spali. Medtem ko stres je katastrofa za spati. A veste, kdo bo lahko zaspal, ko imaš zvečer polno glavo misli, kaj vse moraš narediti, kaj bo naslednji dan, a boš imel službo ali ne boš imel, kire težave boš rešil. Tako da stres je največji problem za večerno uspavanje. Ne? Mi nespečnost nekako delimo v 3 dele. To, da zvečer človek ne more zaspati, nespečnost uspavanja, to, da se po noči prebuja ali pa zgodaj zjutraj zbudi. Nespečnost uspavanja najpogostejši stres. Nespečnost po noči so recimo lahko razne bolečine, krči, mravljinci, druge bolezni in nespečnost zgodaj zjutraj znak depresije, zaradi teh porušenih pač prenašalcev v možganih. Stres je velik problem, zaradi tega, ker kaj nam naredi? Zvečal nam bo nivo kortizola, adrenalina, hkrati pa mi vemo, da ko imamo visok kortizol, imamo najnižji melatonin. To je povezana ta krivulja. In če se nam bo stres povečal, mi stresa zvečer ne rabimo, mi rabimo stres čez dan, da smo aktivni, da lahko hitro odreagiramo, ne pa zvečer. In ko bo ta stres tako velik, ne bo melatonina, že zaradi tega ne bomo mogli zaspati. In potem pride do tega začaranega kroga, ko razmišljamo, ne moramo izklopiti svojih misli in je pač velik problem zaspati. Ok, zdaj lahko rečeva, 2 uri pred spanjem jem, takrat sem na telefonu, potem dam stran hrano, dam stran telefon, zdaj popolno hočva, tako kaj jaz ponovadi, ne. Potem pa misli ne moremo umiriti, ne. Kaj vi priporočate vašim pacientom?
Zdaj, s tem se predvsem ukvarjajo klinični psihologi, pomen klinični te, ki imajo izkušnje z bolniki, in govorimo o kognitivni vedenjski terapiji, ki je dolgoročno po študijah boljša kot uspavala. Kaj narediti? Predvsem, ko imamo neke misli ali pa predvsem neke skrbi, da si jih zapišemo in, ne vem, damo en dnevnik, pustimo to izven spalnice in ko gremo v posteljo, ko o tem začnemo razmišljati, rečemo, ok, sej to sem že, o tem bom jutri nadaljeval, o tem zdaj ne bom naprej razmišljal. Drugo je, da ko nam nekako to ne uspe, je treba preusmeriti tok misli. Zdaj, ali je to neka glasba, ali je to neka meditacija, ali je to nek avtogeni trening z umiritvijo dihanja, lahko tudi se hitreje uspavaš, ali so pa neki podcasti, ki jih poslušaš. In pri mladih je velikrat to, se pravi, ne da bo poslušal neko muziko, ampak bo poslušal nek pogovor, ki mu bo preusmeril pozornost, ki ga morda niti ne bo vsebinsko tako zanimal, ampak mu bo preusmeril tok misli in bo lažje zaspal. Ja, jaz se to absolutno strinjam, če smem spet povedati malo osebne izkušnje. Jaz nisem imel veliko težav s spanjem tekom življenja, ampak ko so pa bila obdobja, ko sem si želel prej zaspati, pa mi to ni uspelo zaradi nekega stresa, jaz sem imel takrat stres čistko mentalni, nisem uspel ustaviti toka misli ali pa preusmeriti. So bili glih podcasti tista stvar, ker jaz sem se kar ulegel, kot da bi šel spat, slušalke sem imel noter in po 10 minutah se je izklopil, ni mogel slediti več. Ker jaz sem bil v horizontalnem položaju, tema je bila, zaprte oči in probaš slediti enemu pogovoru. In vidiš zvečer to ne more. Ja. Če pa gledaš nekaj, zdaj pa druga stvar, ki jo večina ljudi dela, je pa v posteli, ne morem zaspati in je pred telefonom. To pa ne zgodi se ti to, da bi se ugasnil, ker si mogoče je malo več stimulativno, malo več dopamina se sproža, modra svetloba, tako da ja, to je meni osebno ful pomagalo. In se pravi, razmišljati oziroma ne, da ne razmišljamo, da nam preusmeri na nekaj drugega, ker tipično bolnik z nespečnostjo bo hotel zaspati in on bo samo razmišljal o tem in on bo, ne sam štel ovce, ampak z nečim drugim, samo razmišljal spati in to je najhujše. Drugo, kar je to, nov stres je to, samo še nov stres. In po drugi strani mi vedno rečemo, da če naši možgani ne morejo zaspati, pa se mi počutimo niti ne toliko zaspani, ampak smo utrujeni, in nas je strah, kaj bo naslednji dan in gremo v posteljo prej, da bomo poskušali zaspati. Ampak nismo zaspani, ne bomo mogli zaspati. In rečemo, dajte vstati, iti v drug prostor, počnite nekaj prijetnega, ne zdaj delati za službo, ne zdaj neko, kriminalko ali nekaj, o čemer boste razmišljali, ali eno sproščujočo knjigo. Bistveno rajš knjigo fizično brati, kot brati na Kindlu. Recimo, to so v Ameriki ugotovili, da se otrok praktično ne uspava več z navadno knjigo, ampak se jih uspava z iPadom. In koliko več je nespečnosti pri otrocih, zaradi te svetlobe. In v bistvu tudi po noči, se upravičujem, ko ne more spati, ne gre z postelje, počne nekaj prijetnega in se vrne, ko bo lahko zaspal. Čim krajši čas ležanja v postelji, ker ko mi ležimo v postelji in ne spimo, naši možgani se privadijo tudi na to, da so budni v postelji, in mi jih moramo pripraviti na to, ne, v postelji v bistvu spimo. In tipično bo tak bolnik lažje zaspal na kavču, ker ne bo imel, tega stresorja postelja, ne bo mogel spati. Ja, želel sem samo povedati, da Kindle nima modre svetlobe, iPad pa ja. Ja, iPad je problem. Ja, ker Kindle je, ta displej je e-inka. Ja, lahko. Ja, tako da to je isto kot knjiga. Ja. Super. Mal glede sanjanja me zanima. Se malo še čez. Mal glede sanjanja me zanima. Zakaj, a vemo znanstveno, ali pa kakšen je konsens, zakaj sploh sanjamo, kaj je namen sanjanja? Ja, zdaj, če mislite same vsebine sanj, ali mislite spanja, v katerem sanjamo? Jaz bi tako rekel, sam da, če spet gledamo evolucijsko, kakšen namen je tega, da jaz zgodbe
po noč vidim ali pa gledam filme neke, ne? Sanjam. Ne? Ja. Zakaj ni samo nič? Ja. Zdaj sanjamo vsi, Ja. sanjamo vsi, vendar se teh sanj različno spominjamo. Če bomo mi recimo imeli v laboratoriju nekoga priklopljenega na aparature in bomo videli, kdaj ima pač to REM spanje, v katerem največ sanjamo, kljub temu, da sanjamo tudi v drugih fazah, ga bomo takrat zbudili, nam bo znal povedati vsebino teh sanj. Vendar s tem se v bistvu bolj ukvarjajo psihologi, včasih so se ukvarjali psihoanalitiki, Freudove teorije dolg časa, čeprav zdaj vemo, da ne zdržijo, ker sanje niso neka potlačena podzavest, sanje so v bistvu ne samo odraz tega, kar doživljamo, ampak tudi vseh teh dogodkov in v bistvu se nam takrat povezujejo, nove misli nastajajo, tako da REM spanje, sprav takrat, ko največ sanjamo, je zelo pomembno za nas. To je to, kar nas dela drugačne od ostalih živali, kar nas dela intelektualne, ko takrat dobimo razne ideje, in jih potem čez dan uresničujemo. Zdaj, kdo ne sanja? Recimo oziroma sanjajo drugače tisti, ki so slepi od rojstva. Imamo lahko kakšne bolezni, kjer je bistveno manj REM spanja, kjer so tudi te patologije. Potem so rekli, alkohol nama spremeni sanje. Zdaj, če se proti jutru, predvsem, če nas zbudi budilka, kar nas ponavadi zbudi, nas lahko zbudi med REM-om in se bomo tega spominjali. Včasih se nam bo zdelo, da je to nekaj dosti realnega, včasih se nam bo zdelo, da je to nekaj zelo bizarnega. Je zopet odvisno, če bomo v tistem pravem, aktivnem REM spanju, bojo te stvari zelo bizarne. Če bodo v, recimo, ne-REM, v drugi fazi spanja, bodo bistveno bolj realne te vsebine. Zdaj, kaj se nam pa zgodi v REM spanju? V tem, ko mi najbolj sanjamo, imamo mi izključene oziroma inhibirane telesne mišice, kar pomeni, da ko mi sanjamo, ne vem, da bomo leteli, da bomo lovili ribe, da bomo kartali, tega ne delamo, ker je to v bistvu varovalo našemu telesu, da tega ne počnemo. Nekatere bolezni so takšne, da te inhibicije nimajo in ljudje po noč počnejo vse živo, ob tem se seveda lahko poškodujejo, padejo s postle, udarijo partnerja ali sebe, imamo lahko zelo hude poškodbe. Kaj pa ekstrem tega, kad te luna nosi? Kako to rečete? To pa niso sanje, luna nosi je pa somnambulizem, se pa dogaja v globokem spanju. In v globokem spanju je v bistvu tudi so izključeni naši možgani in tacga človeka, predvsem so to recimo pogosteje otroci, ker kasneje imamo manj globokega spanja, če ga bomo takrat na silo zbudili, bo prestrašen, široke učke, ne bo vedel, kdo smo, in rečemo mirno ga spraviti nazaj v posteljo, da bo zaspal nazaj. To je predvsem v prvem delu noči. REM spanje ga je več v drugem delu noči, zato takrat več sanjamo. Lahko imamo motnje v REM spanju tudi takšne, da rečemo, da imamo lahko te nočne more, kar je zelo neprijetno. Recimo pri razni postravmatski stresni motnji, ko se nam to ponavlja in ponavlja. In seveda vemo, da je takrat noradrenalin tudi pomemben, če je to zelo hudo, seveda potem tudi zdraviti za takimi zdravili, ki delujejo na te substance. Naprimer? Antidepresivi. Mogoče, prej sva malo o melatoninu govorila, mogoče bi se sam še dveh drugih dotaknil. Magnezij, pa 5-HTP. Ja. Kakšen je nekak konsens, a vpliva na... 5-HTP sva že govorila, ker to je v bistvu 5-hidroksitriptofan, ki je prekurzor serotonina, tako da ta nima necega učinka. Ne. Je pa luštnega jesti, veste, jaz vedno rečem, če nekdo verjame, da mu pomaga, ne ga jemlje. Jaz ful verjamem, da mi pomaga. Super. Ampak ne z vidika spanja, ampak tako z vidika počutja, pogleda na življenje. Okay. Tako se mi zdi, da je tak pozitiv, ne vem, lahko da je to čist placebo, ampak dejansko lahko, upal bi se trditi, da ima vpliv na mene osebno. Absolutno, gledajte, veste, so stvari, ki jih niti nimamo tako dokazljivih, in jaz vedno rečem, če oseba misli, da ima nek učink, s tem si ne škoduje, zakaj ne, seveda ne ga prijema. Vi pa ne priporočate? Če govoriva v samih študijah, za spanje nima nobenega učinka. No, ampak vi priporočate 5-HTP?
Za spat? Za karkoli. Se pravi, nekdo pride, težave ima s spanjem, a priporočate to kot? Ne. Aha, ne. Dobro. Magnezij je pa tako, da magnezij se predvsem jemlje zato, da zmanjša ti mišične krče. In v tem smislu nas nekoliko tudi bolj pomiri in magnezij zvečer je ok. Sprosti v bistvu. Tako sprosti. Predvsem recimo pri eni povečani športni aktivnosti je svetovano tudi dovolj magnezija uživati. Imamo pa lahko težave, ko magnezij ne bo pomagal in takrat govorimo o tem sindromu nemirnih nog, periodičnih gibivdov po noči, ko oseba reče zvečer, ko se usedem in sem miren, ker hočem, brati knjigo, gledati televizijo, ne morem, noge imam nemirne, ves čas jih moram premikati, in magnezij ne pomaga. Gre za pomanjkanje dopamina v centralnem živčevju in v bistvu nadomeščamo dopamin, da pomagamo. Kako pa? Zdravili. Aha. Ampak moramo seveda to dokazati, in je tipično zvečer, ker je spet to cirkadiana motnja, zvečer v mirovanju, če vstane, če giba, to izzveni za krajši čas, po noči so ti gibi pogosti, jih partner opaz, to ni nek mioklonus ob uspavanju, neko si recimo pod večjo fizično obremenitvijo, pa imaš zvečer lahko kot eno tak sprostilni fiziološki mioklonus, to je čisto normalno. To so pa neki gibi, ki se nam ponavljajo po noč, pavc gre gor, stopalo gre gor in to ves čas po noči delajo, zjutraj so utrujeni za spanje, tako da pogosto pri starejših, več pri ženskah, lahko tudi pri otrocih, poznamo v družinah, tako da če imamo nek nemir v nogah, neko otroci drugače rečejo, krči Coca-Cola v nogah, tisti nemirni, ki rečejo, je nemiren, raste, a veste, to niso rastne bolečine, je treba pogledati še kaj drugega. A vi priporočate magnezij svojim pacientom? Tisti, ki k meni pridejo ponovati, magnezij ne pomaga. Veste, je tako hudo. Če pa, prav tako, da bi magnezij priporočali za spat, ne. Ampak nekdo, ki pa ima eno veliko fizične napore in absolutno ga imati, seveda. Ok, super. Mogoče še zadnja stvar, malo me zanima vaše mnenje glede teh vseh naprav, ki merijo spanje, ki so danes popularne. Kakšno je vaše mnenje glede tega, a to, da nekdo meri pa spremlja te faze, ki smo jih opredelili na začetku, a to pomaga pri odločitvah, recimo teh večernih, ki smo jih opredelili, ki so zelo pomembne? Glejte, zelo različno je, Danes smo vsi tako naravnani, da se zelo radi merimo, koliko smo aktivni, koliko korakov naredimo, koliko kalorij pokurimo, in tudi spanje si ljudje zelo radi merijo. Zdaj nekdo, ki si to meri, pa ki ga to ne dela anksioznega, ki ga to pomerja, pa ima občutek, super, dober mi ura naredi, dobro sem spal, se v redu počutim, naj si meri. So pa ljudje, ki imajo pa hude težave s tem, veste, in nobena ura, noben prstan vam ne more povedati, koliko imate vi REM spanja in globokega spanja. A ne? No go. Zakaj? Ker spimo z možgani. Možgani so tisti, ki nam potem delujejo tudi na telesne mišice in ostalo. In če rečeva, globoko spanje se dogaja v sprednjih delih možganov, REM spanje se dogaja bolj zadaj in mi to lahko določamo samo z elektrodami na glavi. Samo s tem bomo rekli, koliko je slow wave sleepa, koliko je REM sleepa. S premikanjem ne moramo, z nekimi... Dajte, kaj bo delovala ura? Ura bo delovala to, da bo videla, koliko imamo mi premikov in bo delovala to, da bo videla glede na srčno frekvenco. In potem rečemo, mi imamo v budnosti večjo srčno frekvenco, kot potem, ko zaspimo, in ko pridemo v REM spanje, se nam lahko, v bistvu je ta srčna frekvenca zopet višja, ker sva rekla, ker je REM spet podoben budnosti. In ura ne ve, ali smo takrat budni, ali smo v REM-u. Ko se nam bo srčna frekvenca zvišala, pa mi ne bomo imeli neke fizične aktivnosti, pa bomo mirno ležali, pa bomo zelo anksiozni, bo ura rekla lahko, da smo v REM-u, pa vemo, da smo budni. Meni se zdi en super primer, zanj sem imela eno gospo 14 dni nazaj, ki je rekla, imam 2 različni uri od različnih proizvajalcev in sem spala po noč za obema urama in meritve so bile več kot 50% različne.
In prišlo je do tega, da Ameriška zveza za medicino spanja je rekla, da vse te ure nas delajo lahko bolnike z nespečnostjo, še toliko bolj anksiozne, da to ni v redu. Vendar, proizvajalcev je ogromen, jaz verjamem, da jih bo vedno več. Jaz samo hočem pač ljudem povedati, da ura ne ve, koliko je globocega in koliko je REM spanja. To, kdaj zaspimo, že dosti dobro ve, ker se nam pač umirijo in to. Ampak ponavadi imamo tudi ta občutek dosti v redu, kdaj zaspimo. Tako da, če se bo nekdo zaradi tega še bolj v tem začaranem krogu nespečnosti, tako kot mi rečemo, ne imeti ure po noč, zato da vidite, koliko ne spite, vse te ure z unimi rdečimi številkami, zdaj sem spet buden in potem strah, toliko časa vam še do zjutraj ne bom mogel, vsakič, ko se zbudim, pogledam na uro, pogledam na telefon, odgovarjam na vse, kar mi po noč preleti na telefon, to vse so stresorje, tega čim manj. Če pa si to želimo, pa nam je to fajn, pol pa ja. Tako da nisem, zdaj proti nič, ampak nekdo, ki pa pride v ambulanto, pa mi pove, pa mi pokaže izpiske iz tega, koliko je tega in tistega mu pa razložim, da nažalost to ni. Super, a mislite, da sva še kaj pomembnega izpustila, kar bi bilo vredno izpostaviti, preden zaključimo? Zdaj ne vem, kdaj bo to izšlo. Čez 2-3 tedne. Čez 2-3 tedne. Takrat se bo študij že začel, Ja. Zdaj, kar se mi zdaj sicer zdi pomembno je to, da jesen, začetek šole, začetek študija, je pomemben v tem, da se na to že prej pripravimo, veste, da ni ta zadnji dan med počitnicami se totalno obrneš dan in noč, potem pa je treba naenkrat v bistvu spet iti v nov ritem, Zato predvsem našim dijakom, študentom vedno priporočamo, dajte že prej začeti bolj zgodaj vstajati, da se boste navadili. Da se ta ritem zamenjamo. Ja. Podobno recimo, kot je sprememba ure. Mi smo upali, da bomo letos zadnjič spremenili uro, pa se bojim, da se bo še vedno menjavalo, kar je popolnoma brezvezno. To namen tega je bil, da so varčevali svečami, Ja, varčevali z elektriko. Vedno, ker sveče so bile zelo drage, in so pol elektrike pol malo druge. Svetovna vojna, industrija, katastrofa. Je pa tako, da mi v tem našem geografski širini, višini, imamo več svetlobe čez dan, če smo na zimskem času. Ljudje obratno mislijo, da moramo biti na poletnem. Ne. Problem je, da če bi mi ostali na poletnem času, bo po zimi še več teme. In predvsem je ta tema zopet pomembna za naše mladostnike, predvsem za tiste, ki so recimo vozači in se daleč vozijo, ko smo rekli, da imajo bolj za kasnen ritem spanja, in nek mladostnik, ki mora vstati ob 6 zjutraj zato, da bo v šoli, ob 7, je tako, kot če bi odrasla oseba ostala ob 4 zjutraj, 2 uri prej. Zato se mi zelo borimo, da bi naše šole se spremenile, da bi se začel pouk kasneje, recimo v Ameriki so ogromno delali na tem, celo uzakonili so, da se šole ne smejo začeti pred 8 uro zjutraj, ker so videli, da problem, česar mogoče nisva povedala, pomanjkanja spanja ni samo fizične, psihične, koncentracije, to problem je debelost. Ker po noči se nam izločata grelin in leptin, hormona, ki nam uravnavata apetit in občutek sitosti. In če mi spimo premalo, imamo občutek, da smo bolj lačni in ko jemo, nimamo tega občutka sitosti. In to je velik problem seveda tega hranjenja z hitro prehrano, debelosti, ki je epidemija ne samo v Ameriki, tudi v Evropi, vedno več je tudi otrok debelih. In študije, ki so v Ameriki naredili, ko so spremenili uro začetka pouka za 1 uro kasneje, je bilo manj agresivnega vedenja v šoli, predvsem te mladostniki, je bilo manj prometnih nesreč popoldan zaradi zaspanosti in telesna teža je šla dol. Tako da to je nekaj, kar v naši družbi še ni, pri nas se začne zelo zgodaj, čeprav po zakonu se ne sme začeti, ampak pa so pa nulte predure, ki pa so dovoljene. Ja, jaz mislim, da ni bilo še take oddaje, ki bi bilo toliko koristnih informacij strnjenih, tako da res vam hvala, da ste
bliza, da tole narediva. Z velikim veseljem. Tako da upam, Hvala da bo vam. komu koristila. Super. Hvala vam. Hvala.